smo live zdaj, tako da, Tina, končno ratalo, ne. Živijo, ja, končno. Smo se ful cajta menili, ne, in pole Vsak svoj urnik. Vsak svoj urnik prelagali, ima zdaj končno ena taka lepa sobota, mirna dopoldne. Tako da smo tle v mojem sobi, mojem studiu, karkoli bi že to rekli, soba preurejena v studio, Olija imamo tle zraven na našega pesa. Ja, naša kužka, tako da če bo slučajno slišati kakšno drnjohanje. Bulldog style. Ja, bulldog style, tako da danes bo tako malo bolj sproščen, v easy podcast bomo govorili malo od vsega, se pravi od fitnessa pa kinezologije, malo tudi od peke, influencerstva, community in tako naprej. Tako da, Tina, ne boš, da se malo predstaviš prvo, se pravi, to je Tina Konjedic, se pravi moja sestra, brother sister podcast danes. Ko sem malo razmišljal, za ki bi te imel na podcast, mi zdi, pole je fajn, ker imamo kar tako dobre vezi, jaz pa ti, ne. Brother sister bond, ne. Tako, ja. Tako, ko smo bili mali, smo bili bolj tako, ko pesen mačka za reči, ne. Zdaj pa pole, ker se je vzpostavilo neke take dobre vezi in se dosti pogovarjamo, tudi tako nasplošno in od fitnessa, prehrane, pa tudi pole nasplošno druge reči. Tako da se mi zdi fajn, tudi pole bomo danes malo od vsega tega govorili. Zdaj pa za začetek, ne boš, da se ti malo predstaviš, se pravi, kdo je Tina in s čem se ukvarjaš? Sem Tina Konjedic, sem diplomirana kineziologinja na Frišno, če lahko tako temu rečem. Februarja sem zaključila faks, sem naredila še zadnji izpit, tako da pri nas na DIF-u je tako, da ko narediš zadnji izpit tretjega letnika, si končal, si diplomiral, tako da zdaj sem v letu absolventa. Predvsem sem se zato odločila, da si malo naberem izkušnje, praksa, delo, ker poleg vseh v teh 3 letih, ko sem hodila v Ljubljano na faks, ni bilo lih časa še nekaj delati na tem področju in prav zaradi tega, zaradi premalo nekih izkušenj, dela na tem mojem področju, sem se odločila, da si ta dodiplomski študij podaljšam za 1 leto. Ker se mi zdi, predvsem v tej moji smeri kineziologija, so izkušnje, se mi zdi malo bolj pomembne, no, kot nek samo papir. Tako da to leto imam malo, tako bolj delovno, malo manj v izobraževanje usmerjeno, oziroma to, ko bi rekla, uradno izobraževanje, no, se bolj sama izpopolnjujem na mojem področju. Sem rekreativno hodim v fitness, ne vem, ta vadba za močno, tako po domače. Ta sem od 1. letnika oziroma 2. letnik srednje šole naprej sem začela v fitness hoditi. Tako je, zdaj sem rekel, da danes bomo malo skakali, malo sedanjost, preteklost. Tako da zdaj si začela omeniti, se pravi, da si kineziologinja, tako da zdaj bomo pustili za enkrat tu malo tle, pa bomo šli malo nazaj in potem se bomo spet vrnili na kineziologijo in športno trenerstvo in tako, ker imam en kup enih vprašanj, pa se mi zdi, bomo fajn malo, bomo tu temo malo bolj poglobili. Zdaj, kdaj si se začela ukvarjati s fitnessom, prej si omenila, da tam nekje 2., 3. letnik. Jaz se spomnim, mislim, da je bilo poletje 2017, ko sva skupaj začela hoditi v fitness, oziroma lahko, da je bilo še kaj prej. Konc 1. letnika, moje srednje šole. Ja. Jaz se spomnim tisto leto 2017, poljeti, ko sem bil tudi jaz doma, med 2 sezonami odbojke, smo skupaj hodili na fitness. Poljeti, še takrat je bila še v hiši rekreacije. Tudi se spomnim, se te prvič peljal v trgovino s prehranskimi dodatki, tako da tisto je bil tudi en tak prelomni dohodek. Tako da, ampak prej si pa še začela z nečem drugim, s čem si začela športom? Jaz od majhnega, od osnovne šole, 1. razred osnovne šole naprej, se pravi vse skupaj je ratlo 10 let, sem trenirala twirling, tlele v
v Brdih, tako da to je bil tisti moj šport. Nisem kot majhna, pa nisem bila športni tip. Tudi športne, ki se spomnim, kaj je bilo kaj za laufat ali pa ne vem, karkoli, kaj je bilo vzdržljive snega, jaz sem prav popušila, no, tako da če bi mi eden rekel v 9. razredu, da bom jaz šla na fakulteto za šport, bi se mu smejala v obraz. Zanimivo, tako, ne, tudi jaz recimo kot majhen, se nisem nekaj ukvarjal s prehrano, pa zdravo jedu, pa ne vem, pa pole recimo vidiš 10 let kasneje, zdaj se ukvarjamo s prehrano, zdravim življenjskim slogom. Čista druga. Ko si recimo kot šolar v osnovni šoli sem ne bi mislil, da bom se s tem ukvarjal. Nikoli, res nikoli. Moja pot je bila malo drugačna, za tiste, ki me ne poznajo, jaz sem šel študirati zgodovino italijanščino in tako v osnovni šoli sem prav na kraj pameti mi ni padlo, da bom Kitaj zašel študirati. Ne. Samo pole tu je pa tok življenja. Ne. Pač prijo neke poti, ki te pole zanesejo na pač eno tako drugo življenjsko pot. Ne. Ja, takrat predvsem mi je naredil ta fitness, no. Takrat je bila ko ena prelomnica v 1. letniku, oziroma, ko sem bila, še 1. letnik sem trenirala twirling, tako je bilo. In poletje, 1., 2. letnik, si me upeljal v fitness in kar naenkrat sem ful padla, nekaj se mi je meni v glavi spremenilo, itak malo najstniška leta, tako posebno obdobje. Se mi zdaj bil fitness tisti, predvsem mi je dvignil samozavest, ful samopodobo, kaj sem ugotavljala te meje, neke meje telesa, kaj lahko vse, pa te vaje, pa une. In se mi zdi tam v 3. letniku sem pole začela razmišljati malo bolj, ker je bilo že malo zapovedati, razmišljati konkretno kam naprej. Ful sem razmišljala med fizioterapijo, kineziologijo, tisto poletje med 2. in 3. letnikom na morju, če se spomniš, smo bili na Korčuli in smo se začeli malo bolj pogovarjati in sem prvič spoznala ta poklic kineziologija. Pole sem šla že v mojem 3. letniku gimnazije, sem šla na informativne. Takrat sem bila še med psihologijo, tako je bilo, psihologija, kineziologija in tam na psihologiji me je prav odvrnilo. Ja. Zdaj se bom stavil za moment, ko si rekla pri fitnessu, ful tudi recimo vidim, tisti, ki niso bili v športu, niso imeli nobenega talenta za šport, so se nekako v fitnessu najdli. Se pravi, je bil v fitnessu njihov šport, ta pravi. Ker recimo niso imeli nobenega takega res dobrega talenta za katerikoli šport, ali je bil to šport z balu, ali je bil kakšna atletika. Se pravi, kjer se niso dobili, in pole so se dobili v fitnessu. In se mi zdi, da je res tisto, da se pole lahko vidiš tiste rezultate na telesu, in te res lahko dvigne potem tu samozavest. Ja, sej, ne da sem bila slaba v twirlingu, sem ful uživala v tem športu, je ful tak, je zanimiv, imaš različne športe, različni športi se mi zdi so združeni v eno, imaš malo gimnastike, baleta, plesa, plus elementi s palco. Mi je bilo res zanimivo. Samo pa se mi zdi, sem prišla v neka taka leta, mi je nekaj manjkalo. Takrat sem začela fitness, pa takrat je bilo še malo te s prehrano povezano, pa malo hujšanje, sem bila zmeraj malo bolj močne postave. In takrat s fitnessom in z urejeno prehrano, ko smo skupaj, takrat si se začel tudi ti malo bolj ukvarjati, se je začelo vse malček mi štimati, dajati na mesto, da je bilo eno obdobje malček skrajnosti, ma pole, ko sem prišla v nek balans, fitness ti da, nek tak, tudi splošen, ni nek specifičen šport, je nekaj, ki bi lahko se vsak z njim ukvarjal. Tako, pa ful pomaga na samopodobi. Ful pomaga. Sploh tisti, ki začnejo opaziti rezultate, ker res pač tisto, kar daš v sebe in na sebe, dobiš pole rezultate in tako na splošnem počutju, kot pole tudi na telesni konstrukciji. Ja. Ti znam pole kar dvijati tu samozavest. Poznam ful pač takih primerov, ki se niso ukvarjali športom, se nikjer niso dobili in pole so začeli v fitness hoditi in je spremenilo življenje. In tu večinoma tudi ti vsi bodybuilderji rečejo, da jim je šport oziroma fitness, bodybuilding spremenil življenje.
Ja, meni Miha je res, mi je spremenilo. Tako, ki pa recimo twirling, mažoretke si se ustavlja, se pravi, pa twirling je kar tak malo specifičen šport, tudi recimo dosti fleksibilnosti, gibljivosti. Gibljivost ful, ja. A te je to ostalo, oziroma kako je to vplivalo tudi potem na fitness in ostale stvari? Meni mi je gibljivost ful ostala, ja. Mi smo delali tudi specifične vaje, je res, da sem bila že od majhnega malček bolj gibljiva, tako da nisem rabila, ne vem, nekaj več dodatne vaje delati, da bi recimo prišla, da bi mogla izboljšati gibljivost namerno. In tudi zdaj vidim, ful cajta nisem delala nekih treningov samo za gibljivost, zdaj sem začela en program gibljivosti, sem vključila še v moje treninge za moč. Kakšen program pa delaš to? Program gibljivosti od 3 punc, Eve, Pije in Tinkare, to imajo Instagram profil. So kamikaze. Kamikazete. Kamikazete. Ja, in imajo tudi pole od kineziološko temo en profil na kineziološke tematike in ena je pa pole ta ples ob drogu. Tako da od njih zdaj izvajam in vidim, da mi ni, kljub temu, da ful let nisem delala na gibljivosti, prav specifično oziroma z namenom, mi je ful ostalo, ne. Tako da ja, je kar, ja, dosti mi je ostalo, no, tako tudi od twirlinga. Tisti, če za koga zanima, se pravi ta fleksibilnost in kamikazete in gibljivost, bomo dali link do tega programa tako, v opisu. Tako. Duo kamikazete, no, tako, da smo natančni. Ja, jaz ne poznam tega, tako da, bomo dali link noter. Kako pa recimo zdaj fleksibilnost pa moč, a to dvoje gre skupaj? Recimo, če pogledamo tako v fitnessu, a ti, recimo, če si bolj fleksibilen, ti to pomaga tudi pri fitnessu, pri moči, ali je to malo posebej? Tako je, zmeri moraš neko celoto vzeti, ne samo trening za moč, se pravi samo, da buildaš telo, malček ga moraš tudi, se pravi, raztegniti, ker če ne se ti telo zakrče. Tako da jaz vidim, se mi zdi vsak tip vadbe, tlele imamo vadbo za moč, vadbo za gibljivost in vadba za vzdržljivost, to je še tretji tip, moraš vse tri kombinirati, no, tako jaz vidim. Mi je pomembno tako vadba za moč, gibljivost in vzdržljivost. Je pa, ne vem, pri določenih vajah, recimo jaz vidim kak sumo, mrtvi dvig, ne. Tudi počep, koliko lahko gledaš v globino. Sem videla pri določenih sošolcih, ki imajo zmanjšano gibljivost zadnje lože, so ful težje delali počep, so rabili recimo, da se dvigne pete, da so lahko dosegli ustrezno globino. Tako da pri izvedbah vaj tudi za moč je kar tudi gibljivost telesa pomembna. Nekaj mora biti, ampak ne sme biti pa preveč, nekaj pa vpliva na moč, se pravi zmanjša moč, a ni tako? Zdaj malo, tim ne smeš lih paziti, moraš kako kombiniraš treninge, da nimaš lih v istem dnevu vadbo za moč in te drastične raztehe pri gibljivosti, ker tej močni raztehi zmanjšajo maksimalno silo, ja. Ne moreš pole maksimalnih dvigov, oziroma teh eksplozivnih, no, tako. Okay. Se pravi, ja, moraš kombinirati, kot si rekla, se pravi malček moraš si skozi teden, ne vem, najlažje primer, ponedeljek, sreda, petek, imaš vadbo za moč, pa pole, ne vem, torek, četrtek ali pa torek, sobota, narediš še 2 treninga za gibljivost, primer. Tako. Ja, tudi ta fleksibilnost, gibljivost se mi zdi tudi ne samo športnega področja, tudi zdravo življenje prije lepo. Se pravi, če se malo dotaknemo, prej si rekla, da se mišice zakrčijo, ne, se pole tudi telo zakrčiš, če ne izvajaš teh vaj za gibljivost. In se pravi, če pogledamo malo pod fiziološko in tako stres, ki ga vsakodnevnem življenju, ki ga imamo, se pole tudi skladišči v telesu, se pravi tudi potem fitness
je po eni strani tudi stres za telo, je pač dober stres, ampak še vedno je stres za telo. In ti, če pole ne delaš nekih vaj za gibljivost, oziroma če ne raztezaš telo in pustiš, da prije ta stres ven, se pole to kopiči, ne? In je fajn, da tudi z tega pogleda, da ti se malo raztehuješ in da spustiš, se pravi, to ven. Vidim recimo tudi pri sebi, kadar ne delam veliko stretchinga in tega, se mi pole malo zakrči telo, pa pole prebava mi slabš dela, pa pole čutim, da sem bolj pod stresom, tako da recimo tudi z tega vidika je fajn fleksibilnost, no, oziroma gibljivost. Ja, jaz vidim tudi, ja, seveda. Zdaj tudi pri gibljivosti daš tudi kar velik poudarek na dihanju, ki sprošča. Spravi, ti dihaš, ne vem, si v raztehu in probaš z dihanjem in z mislimi zmanjšati to napetost, to bolečino. Pole to kopiči, ne? In je fajn, da tudi z tega pogleda, da ti se malo raztehuješ in da spustiš, se pravi, to ven. Vidim recimo tudi pri sebi, kadar ne delam veliko stretchinga in tega, se mi pole malo zakrči telo, pa pole prebava mi slabš dela, pa pole čutim, da sem bolj pod stresom, tako da recimo tudi z tega vidika je fajn fleksibilnost, no, oziroma gibljivost. Ja, jaz vidim tudi, ja, seveda. Zdaj tudi pri gibljivosti daš tudi kar velik poudarek na dihanju, ki sprošča. Spravi, ti dihaš, ne vem, si v raztehu in probaš z dihanjem in z mislimi zmanjšati to napetost, to bolečino. In z dihanjem, ja, se tudi telo sprošča, ne. To je prav osnova joge, ne, se pravi, gibljivost, dihanje, ne, globoko. Malo tak mentalni odklop je. Vsaj tudi zdaj, ko vidim pri sebi, kadar grem ta trening, kadar imam provadbo za gibljivost, je prav možgane sklopim. Je prav taka, ja, ko en reset za telo, no. Čeprav to mi tudi predstavlja vadba za moč, da ne bom zdaj, meni mi je stress relief vadba, ta fitness, ne. Ma je drugačen tip treninga, vseeno tam moraš biti z mislimi v vaji, še posebej, če imaš večje kile, ne, moraš biti, fokus je. Tisto je pa res prav mentalni odklop, se pravi, res te prisili, da si tam v trenutku, ne, da se fokusiraš in pole res odmisliš vse, pozabiš na vse, ne. Tako, ja. Ja, recimo zdaj pri sebi, koliko mi je manjkalo, recimo jaz lani poljeti in na jesen sem imel, malo mi je zdravje se malo porušilo in pole nisem mogel trenirati v fitnessu in pole šele, ko sem spet začel nazaj, sem videl, koliko mi pomeni tisti fitness, ne vem, parkrat na teden, ne, da res odklopiš in narediš tisti mentalni odklop, preklop, ko pozabiš vse, pustiš vse za sabo in se res pole tam v fitnessu, to pa res moč športa, ne. Ja, zdaj smo ful na fitness, ampak se mi zdaj še malo bolj pomembno, da vsak posameznik si najde en šport oziroma en način, ki to doseže. Recimo, ja, jaz in ti smo najdli to v fitnessu, če je to za enega, ne vem, tek, kolesarjenje, hoja, moraš pa najti tisti šport, ki te veseli in ti prinaša ta prav odklop in ne še dodaten stres. Ker če imaš še šport, že tako je stresno življenje, in delo, in ne vem, zdaj faks, vsak dan, pa obveznosti, vse. In zdaj, da imaš še tisti prosti čas, tisti rekreativni šport, ki ga imaš zraven, da ti še ta dodatno prenaša stres, pol je malček zahrešen. Ja, pa tudi moraš dobiti nekaj, da pač, kot si rekla, da uživaš v njem. In da ohranjaš. Ja, ker če ne uživaš, ne boš ohranil. Pač isto, zakaj toliko diet ne prinese rezultatov, zato ker v njih ljudje ne uživajo, ne. Spravi, se lotejo neke diete in grejo s tistim misliteto, da to moram in tu so rekli, da je dobro, čeprav v tem ne uživam, itak pole par mesecev zdražiš in pole greš nazaj na kar si jedel prej, ne, pole itak zaradi tega ne dobiš rezultatov, ne. Ja, jaz sem malo zadrnjoho, tako da background noise. Lih danes sem prebrala en post, ja, prehrana in šport ne smejo biti one night stand, ka pravijo, ne, lih za, ne vem, en teden, en mesec, ne, to moraš ti si narediti nek lifestyle, nekaj, ka boš upal ohranjati na dolgi rok, pa tudi rezultati bojo večji, boljši, bolj vidni, ne.
Dobro, zdaj smo malo predelali, zdaj gremo spet en tak skok naprej. Se pravi, zdaj gremo pa na tvoj poklic oziroma tvoja, kako bi to rekli, usmeritev, izobraževanje, kako bi temu? Ja, poklic. Poklic, kineziologija. Se pravi, kaj je sploh kineziologija in po mojem največje vprašanje oziroma ena taka, ki jo imajo po mojem ljudje, je kaj je razlika med kineziologom in fizioterapeutom? Prav na grobo. Zdaj fizioterapeut pride... Najprej recimo, kaj je kineziolog? Mi kineziologi smo strokovni delavci. Zdaj tako, na fulih različnih področjih lahko delamo. Lahko delamo z povprečno, pa s populacijo rekreativci, lahko delamo športniki, lahko delamo z posebnimi skupinami, kot so na primer nosečnice, debelostniki, tudi ta gibalni razvoj otrok, ali pa se usmerimo malo bolj rehabilitacijsko, se pravi smo zadnja veja rehabilitacije po neki poškodbi, operaciji, se pravi, da vrnemo posameznika do nivoja pred poškodbo, pred operacijo. Zdaj recimo jaz bi se malo v ta rehabilitacijski, postrehabilitacijski usmerila. Zdaj recimo fizioterapeuti so faza pred nami. Ti recimo po operaciji dobiš zdravnika napotnico za fizioterapeuta in ko ti končaš tam pri njemu terapije, ker so terapije, imaš različne naprave, te z različnimi pristopi obravnavajo, potem pridemo mi na vrsto, kineziologi, se pravi, ki pa s pomočjo vadbe in s krepitvijo mišic, z raztezanjem, se pravi raztezne vaje, krepilne vaje, vrnemo mišico oziroma vrnemo posameznika v stanje pred poškodbo, pred recimo operacijo. To je en ta. Lahko smo tudi kondicijski trenerji, lahko se potem, dosti sošolcev se usmerilo v en specifičen šport, pa so kondicijski trenerji. Lahko pa delamo tudi z rekreativci oziroma z normalno populacijo. No, tako. Zdaj recimo osebni trener, kineziolog, tle je tudi ena taka... Jaz mislim, da kineziologi so lih nekje vmes, se pravi, na eni strani imamo osebne trenerje, ki se res fokusirajo samo, se pravi, na osebno trenerstvo, na gradnjo moči, vzdržljivosti in pač osebne cilje posameznika, na drugi strani imaš pa fizioterapeuta, ki so res bolj terapevtsko, ne? In se mi zdi, da kineziologi so nekje vmes, se pravi, da delajo vse. Ja, mi smo kvalificirani tudi za posebne skupine, ne? Ko sem rekla, recimo po poškodbi, nosečnice, debelostniki, skupine, ki rabijo določene prilagoditve, ne moreš ti z vsemi enako delati, je tudi osebni trener. Ampak se mi zdi, osebni trener je zdrava populacija, se pravi, nimaš nekih konkretnih težav, ampak hočeš ali povečati moč, gibljivost, vzdržljivost na ta način. Mi imamo pa neke posebne skupine, no tako. Imaš pa tudi lahko kot osebni trener, ne, zdrave ljudi, ni treba da zdaj. Ja, ful je širok ta, kdaj se tudi jaz sama, tako kako me kdo vpraša, kaj pa boš ti delala, kaj je tvoje delo, je tako pač široko je. Jaz se pole vsak kineziolog se usmeri v svoje področje, ki ga najbolj zanima in je dober v temu. Mi zdi fajn, kad si nekaj objavila na Instagramu, kako je že to profil? Tinca ustvarja. Se bomo šli tudi do tega dela ustvarja, bomo pole malo kasneje. Ampak se mi zdi, enkrat si objavila nekaj, se pravi, da služba kineziologa je ozaveščanje ljudi. In tu bomo šli tudi ena taka tematika, zdaj influencerstvo, ker vedno več je po socialnih omrežjih teh osebnih trenerjev, strokovnjakov in za prehrano, za trening in ostale stvari. In se mi zdi, da se mi je zdelo fajn tisti tvoj post, ki je bil, ki si napisala, da pač res vaša služba oziroma naloga je ozaveščanje ljudi in neke širjenje nekih strokovnih informacij. Ja, jaz se spomnim, je bila ena profesorca na faksu, ki nam je res skozi poudarjala, da mi moramo
promovirati zdrav življenjski slog. To pomeni gibanje, zdrava prehrana. Zdaj zdravje je sestavljeno z večjih segmentov, ima več vidikov zdravja. Je to telesno zdravje, se pravi vadba, gibanje, potem je duševno zdravje in socialno zdravje tudi, ne, se pravi druženje. Jaz vidim to res kot eno celoto in takrat nam je poudarjala, da moramo ozaveščati ljudi, jih nekako jim predstaviti vse pozitivne učinke vadbe, zdravega življenjskega sloga, da to je tudi ena izmed naših nalog. No, in predvsem skozi strokovnost, ki ste jo dobili na faksu. Ja. Ker se mi zdi, da to so itak socialna mreža, so tematika za celoten podcast, ne, ker so res ratala. Po eni strani je fajn, ker ljudje dobijo različne informacije na dlani, ne, po drugi strani je pa teh informacij preveč in potem niso vse informacije kvalitetne in verodostojne, tako bi lahko rekli. Ne. Ja, malček moraš z razumom brati te fulje informacij. Vse so si podobne med sabo, ne? Ne vem, jaz malo bolj opazujem oziroma take objave mi grejo prej v oči. Sej večinoma vsi govorimo isto, samo imaš pole lahko kakšne skrajnosti, kdaj pole moraš malček z razumom oziroma kritično razmišljanje vključiti, ne lih ko ovca vsemu nasedati, kar dobiš na Instagramu predvsem. No. Ja, ker ljudje smo pač taki, ne, se odločimo za nakup oziroma nekoga spremljati na podlagi čustev. Ne. In če ti nek influencer, ki pač nima toliko znanja, ampak ima recimo neko določeno karizmo, ki se prodaja dobro ali na socialnih, ali pa videz recimo, ne, on ti zna zelo hitro nekaj prodati zaradi tega, ki ti vpliva na čustva. Ne. In zdaj pole se boriti s tem je pa kar težko, ne, tako da dobiti nek sistem, kako na strokoven in prijazen način podajati informacije tudi na socialnih omrežjih in da te potem pač malo spremeni ta tok. Oli, kje je zdaj to bilo? Saj jaz imam tudi različna obdobja, kdaj sem ful aktivna na Instagramu, kdaj mi prav pade, ker si mislim, kdo sem jaz, ne, po eni strani, po drugi strani pa kaj čem še jaz nekaj tle govoriti, tako vsi že govorijo o tem, ne, ljudje so že štufi teh in dosti informacij in ja, imam tako, kdaj bi ful objavljala, ful nekaj širila, neke informacije, kdaj mi pa prav ti pade malo dol. Ja, tako. Se mi zdi, da vsi ti, ki smo malo bolj tako zaveščeni, ki imamo malo drugačen pogled na te reči, imamo ta nihanja. Ne. Zdaj recimo eden izmed dobrih razlogov za ta podcast za mene je bil tudi ta, da pač podajati informacije na nek drugačen način, ne, se pravi long term, ne toliko v ta socialno mreže, ampak bolj za tiste ljudi, ki so res... No, zdaj, ko smo že pri kineziologiji, mi ne gre ta beseda z jezika, se bomo še malo ustavili pri tvojem študiju, malo si že prej omenila, se pravi, obiskovala si športno fakulteto za šport, Univerze v Ljubljani, se pravi 3 leta, letos si absolvent, se pravi zaključila pred kratkim. Kaj te je največ naučil faks, pa recimo kakšni so bili največ taki izzivi na faksu? Prej si že omenila, da je bilo malo premalo prakse, mogoče? Ja, to je en minus, malo ne bom začela pri minusi, ki je ogromno plusov. Meni mi je bilo super. Ta 3 leta, če bi se mogla še enkrat odločiti, bi šla. Čeprav je bilo težko priti zgor, lahko tudi to malo zgodbo poveš, kako je bilo. Ja, tako, težko je priti na div, ne. Ko si pa enkrat gore, si noter. Če želiš deliti, ne, so bili problemi že z osebno zdravnico, ne. Ja. Ti imaš sprejemne, ne, tam konc junija, se ne vem točno, konc junija, začetek julija so bili sprejemni, ti pa do konc maja, se mi zdi, nekaj tazga, je bilo za oddati zdravniško potrdilo, to je
da si sposoben napravljati faks. Pač, da si zdrav dejansko. Ja, da nimaš, ne vem, če bi imela kako astmo, bi mogla dobiti pač od zdravnice potrdilo, da lahko kljub temu opravljam faks. Jaz sem pa takrat na frišno zamenjala osebno zdravnico in to je bil moj prvi pregled. Jaz jo kličem, če mi lahko podpiše ta papir, samo da sem pač sposobna delati ta faks in prvo je rekla, da tega ona sploh ne ve, da ona to podpisuje in pole nekako sem jo prepričala in rekla, dobro, daj boš dala kri. In to je bilo obdobje stresa je bilo ogromno in matura, zaključki šolanja, pripravljala sem se za sprejemce na ful, to so bili skoraj vsakodnevni tudi treningi in seveda sem imela malo bolj slabo kri, poveš, zdaj ne vem točno, kaj je bilo. Se spomnim jaz, jaz sem se lih vračal z Ljubljane in si me klicala in si bila malo tako v šoku. Jokala sem se prav. In pač jaz se prav spomnim, kreatinin je bil malo povišan, to je v bistvu marker za ledvično zdravje, se pravi za ledvice. Ta me je dala naprej, da imam jaz to kvaro ledvic. In to se spomnim, ko smo se pač učili na prehranskem svetovalcu Fitness zveze Slovenije, da pač če je kreatinin malo povišan oziroma malo izmed normale, je to ponavadi ali če ješ malo preveč beljakovin ali pa če si treniral dan prej. In v bistvu ti si trenirala dan prej, pač marker je bil malo povišan in pač zdravnica se odločila, da ti si zdrava in da ti ne bo dala ona je rekla, da tega mi ne bo podpisala, ker če se mi kaj zgodi na faksu, bo ona odgovorna. Tako da pole me je rekla, da če hočem dobiti to potrdilo, moram iti na medicino športa, oziroma na medicino športa. Ja, to je in itak v enem mesecu nisi dobil, to je bilo maja, itak vsi za vozniške ne dobiš datuma. Tako da tisto se mi zdi, sem dobila par dni pred rokom za oddajo, ker če jaz tega ne bi poslala, me sploh ne bi obravnavali kot kandidatko za faks. In že tako je omejeno število mest, recimo na kineziologijo sprejmejo samo 30. Jaz se pa spomnim, da je bilo opisa ogromno. Takrat se mi zdi, moja generacija nas je bilo upisanih okrog 100 ali še malo več. Je bil kar. Ja. In to je bil že prvi, tako da nisem imela že dovolj drugega še ta. Ja, to je eden izmed problemov te medicine dan danes, ker pač zdravniki itak nimajo časa obravnavati vsega posebej. Problem je, ka me sploh ni vprašala, kaj se dogaja v mojem. Ni te poznala, ni te vprašala, nič. Jaz sem takoj pač te vprašal, a si prejšnji dan trenirala? Ja, sem trenirala, itak pole si jedla malo več beljakovin zaradi treninga, itak bo malo povišan kreatinin. Sem tu pa problem pa nekaterih zdravnikih, ker te pač ne vprašajo sploh konteksta. Je samo tisto, kar vidijo na markerjih, to je edino, kar sem jih zamerila. Me ni niti vprašala, s čem se ukvarjam, kakšno je moje zdaj trenutno življenje. Ona je samo na podlagi mojega krvnega izvida določila pač, da in mi je dala še napotnico pole za naprej. Sem šla prav na pregled, če imam res kaj z ledvicami. Hvala Bogu, lahko bi res kaj bilo na temu, je bila moja pa prihodnost na vprašaju, ne zaradi enega zdravniškega potrdila, ker tu ne bi vplivalo na izvajanje faksa, na moje obiskovanje. Tako da to je bila tista prva moja, že kar izziv, preko sem sploh karkoli drugega. In potem so sprejemni, sprejemni izpit in imaš pole procentno in matura in uspeh 3., 4. letnik. Tako da je kar težko prist noter, ko si pa enkrat noter. Ja, ampak se mi zdi, da ti si imela en tak, si se dala v to, se pravi, da boš sprejeta, pa si res ful mestu delala. Spomnim, da spole tako, kad si imela tudi osebnega trenerja, ki te vodu čez to, pa ful si trenirala, pa pole atletika, pa plavanje. Si se res dala v to, Dosti ljudi pač grejo tudi malo tako, bom šel provat, saj športniki tak sem, in potem padejo na zgibih. Jaz sem se pripravljala vse te teste. Ne morejo narediti par zgibov, Jaz sem se pripravljala in plavat sem hodila enkrat na teden, je hodila prijateljica z mano, me je naučila pravilnega kravla, da sem res pridobila na času. Trenirala sem v fitnessu, moj program je bil smeren v te
vaje, ki so na sprejemnih, je bila neka splošna moč, ampak smo dajali tudi poudarka na zgibih. In potem pri športni vzgoji sem bila zmenjena s profesorjem, da sem enkrat na mesec zvadila te poligone, poligon nazaj in skok v daljino. Tako ta eksplozivnost plus atletiki sem hodila še laufat. Tako, to je bil profesor Gorjub. Zadnjič novembra sem imel jaz predavanje na športni gimnaziji in potem sem srečal profesorja Gorjuba na gimnaziji in me je prav vprašal, kako je pa kaj Tina, kako si ti kaj. In prav zmeraj fajn, kadar te nek profesor iz srednje šole se te spomne, pač pravno se ti zdi, ne. To je samo, jaz sem samo eden izmed dijakov, ne, ampak nekateri se spomnejo in je prav tako fajn občutek, no. Zdaj nismo nič, to sploh kako sem prišla, še malo pozitivnih. Recimo div, kar je nekaj res najlepših, največji plus je prav odnosi med študenti, med nami. Mi smo bili ko eno, to so pa te športniki, ekipni duh, mi smo sodelovali, zapiske, to si nismo prodajali, zapiski krožejo. Če ki rabiš, dobiš, si posodiš. Je res tako sodelovanje in se mi zdi, da to je ful olajšalo, da smo prišli skozi faks. To je en tak ful velik plus. Pa tudi vse smo se res dosti naučiš. Mi je fajn, ker je malo več kot polno, imaš tako naravoslovne kot tudi družboslovne predmete plus športe. Mi kot kineziologi smo imeli 3 športe na leto, tako da dobiš neko splošno gibalno znanje, gibalne izkušnje, ki jih poleti boš prenašal naprej. Pa tudi dosti smo imeli psihologije, sociologije, filozofije, tudi kako delati s človekom. Ti si lahko super, ne vem, poznaš v nulo anatomijo, fiziologijo, ampak če nisi ti človek, če ne znaš pristopiti do posameznika, boš ful težko uspel v svoji smeri. Ko vseeno, mi delamo z ljudmi, jih moraš znati motivirati, kdaj. Ti si tudi nekateri tam imajo tudi, da... Psiholog si zareč. Psiholog, Tako da moraš biti človek in znati. Tako da to mi je bilo ful uredi. Edino, kar me malček zmoti, je ful premalo prakse. Imamo tudi pri vajah, imamo različne predmete, primer bom dala, ker smo imeli vadba nosečnic, vadba develostnikov, vadba otrok. Mi smo na vajah med sabo smo igrali. Zdaj en dan smo bili nosečnice, pa smo si dajali kao žoge. Žoge smo imeli na trebuhu. Lahko bi se malo v tej smeri faks organiziral, da bi, 1-2 vaj, se ni treba za vsakič, bi povabil to starostno oziroma to skupino in bi imeli mi neke realne izkušnje. Bi organizirali vadbo in tako vsak popoldne pridejo, na fakulteti pride ful teh skupinskih vadb in bi enkrat pač mi bili tudi prisotni na eni od teh vaj. In z otroci, to je drugače delati z otroci, če pa mi igramo, da smo... To bi lahko malček bolj se potrudili, da bi nam dali že tekom študija neke oprijemljive, realne izkušnje. In malček, da bi posodobili ta program, malo več raziskav, nekih novejših študij. Vseeno, kineziologija je znanost in dosti raziskav z tega področja so ugotovili drugačna dejstva, kot se jih mi učimo na faksu. Recimo, kakšno namisel, zdaj kakšen primer konkreten. Lih v petek sem se pogovarjala z enim fizioterapeutom, ta metoda PNF, pregibljivosti. To je metoda pri raztezanju, da prideš do maksimalnega raztega, je pa metoda stisni, popusti, raztegni. Ena od načinov za povečanje gibljivosti. In je ena novejša študija pokazala, da ti pri aktivaciji, spravi ti moraš prvo aktivirati mišico, potem sprostiti in raztegniti. Mi smo se učili, da jo maksimalno aktiviraš. Zdaj, novejše študije so pokazali, da ni treba, da maksimalno ti aktiviraš to mišico, ki jo raztegneš. Dovolj je, če jo
se mi zdi rekel 1-2% aktiviraš in potem raztegneš, da priješ do večjih raztegov. Zato je lih to, kar smo se malo pogovarjali, ena taka zanimiva, ne? Če je pokazalo v eni študiji, bi bilo treba malček več recimo na tem področju raziskati, je res treba maksimalno napet mišico, a je lahko lih toliko, da jo aktiviraš. Ne? Ja, se to se mi zdi, da je problem pri vsakem faksu, ne, zaradi tega, ker prihajajo te nove študije in kako te novo znanje oziroma novo literaturo vključiti v študijski program. Ne. Se isto je pri prehrani, so kar jaz poznam, se pravi dietetika je tudi malo odzadaj za novejšimi študiji, pa tudi recimo psihoterapija je tudi odzadaj, ker zdaj recimo prihajajo fuljenih študij s področja psihadelikov, kako lahko psihadeliki vplivajo na zdravljenje pa psihološke in mentalne zdravje in bolezni. Zdaj recimo bi se še dotaknil malo COVID obdobja, ker je bilo eno tako specifično obdobje. Težko obdobje, res. To je bilo, ti si bila drugi letnik? Polovica prvega že. Polovica prvega, polovica drugega. In potem polovica drugega smo imeli pol, en teden doma, en teden vaje v živo na faksu. Zdaj, lahko sem samo srečna, da je prišlo to v prvem letniku drugi semester, ker sem vsaj poznala sošolce, recimo generacija za mano sploh ni poznala sošolcev med sabo, sem poznala profesorje, sem dobila tisti prve občutke Ljubljane, tudi malček smo v tistih pol leta se kar nažurali, za naprej. Tisto občutek svobode, Ljubljane. Tako da ja, jaz sem to dobila, ker sem, če že gledamo to situacijo, sem vesela, da sem se imela pol leta. Je bilo pa ful težko, na začetku tudi problem je, ker noben ni vedel, kaj prihaja. Mi vem, da smo imeli podaljšano izpitno obdobje, ker niso vedeli, ali bo to trajalo pol meseca, en mesec, smo imeli še cel februar fraj, se je pole začelo, se mi zdi, enkrat marca, smo začeli z nekimi predavanji, večina jih, par predmetov, vem, da ni te predavanji smo imeli, smo dobili samo gradiva, naučite se pole izpit, pa tudi izpiti so bili online. Je bilo kar, se mi zdi, da tle se je pa res poznalo, koliko imaš ti delovnih navad, koliko sam delaš, ker tu si bil pa prav prepuščen. Lahko si bil na predavanju, kamere itak nismo imeli vklopljene, lahko si samo oprusi Zoom, pa si delal kar nekaj drugega. Tle se je pole poznala ta samodisciplina. Vaje, div temelji na vajah, ne? In mi jih nismo imeli. Obljubljeno, določeno nam je bilo, ja, ko pridemo nazaj, vam bomo nadoknadili te vaje, ma itak ne gre, ti dobiš potem nove predmete, nove vaje, že tako si skoraj kdaj smo bili od jutra do večera na difu. Ni bilo časa še za vaje, ki si jih zamudil. Tako da je bilo, ja, po moje smo dobili manj znanja, ne, ker predvsem s kakimi vajami. Tebi se ti je najbolj poznalo na masaži, ne, ker pač masaže smo imeli preko Zooma, parkrat smo imeli v živo, ampak večinoma preko Zooma, tako da jaz sem pole, ker mi je všeč masirati, sem pole sama. Kako ste imeli to preko Zooma, povej? Ja, na Polštru, profesor je masiral Polštar. Ste masirali Polštar. Se mi smo pole dobili navodila, masirite doma, družinske člane, ampak pol je bilo spet odvisno, ali si, ali nisi, če te veseli si, jaz se spomnim, da sem dosti, sem kupila še masažno mizo, tako da sem lahko masirala, ker če ne na pojstli ne moraš, ne. Profesor je pa masiral Polštar, ker se je znajdo, se tudi njemu ni bilo lahko, ne, tako je bilo. A pa da bi kupil lutku, ne, tam vsak šopu kupiš eno lutku, pa le masiraš tisto, če pa tisto že malo tako, ne, lahko te pa tudi pole izpit tisti kolokvi, se spomnim, vsak je bil na Zoomu, imel si Polštar, dal ti eno tehniko in si jo na Polštru pokazal. Pač vse je bilo tudi za njih težko, vsaj smo imeli, ne, si pole, samo je bilo drugače, nismo dobili neke povratne informacije, jaz sem lahko masirala in tebe, tato, mamo, ma nis dobil ti za feedback, a je prav tako, kako je prav, a je narobe, tega si se mogel pole malo sam, oziroma si ga pole lahko vprašal, ma tudi če smel kako vprašanje, je bilo težko pokazati, povedati. Jaz sem se pole s področja masaže najbolj spet v praksi zdaj letos naučila, ker sem
več ljudi dobila pod roke, vsak drugačen. Tako da pole sem spet s prakso dobila največ znanja. Dobivam, no, še zmeraj se učiš. Praksa, ne, tisto sem videl tudi jaz, koliko ti je pomembno, pa kako recimo vsake toliko me malo masiraš. Se lahko ti opaziš, kako sem eno leto masirala, kako pa zdaj, ne. Kako si dobila skozi prakso, ja. Ja. In to ne moreš reči, jaz zdaj pa znam, ne. Jaz bom, čez en mesec boljš, še bolj znala, ne, pa zdaj tudi ne morem reči, da ne znam, da ne v redu masiram, ampak itak leta izkušnja. Ok, zdaj smo predelali kar dosti, ne, in na široko, fitness, kineziologijo, faks, zdaj gremo pa to druza. Ja, dobro, lahko še to. Kaj pa recimo trenutno zdaj delaš, zdaj si rekla, da imaš si absolvent in dosti delaš, se pravi praksa, oziroma niti ne toliko praksa, ampak prav izvajaš vadbe in tako. Daj mi še malo povej. Ja, prakso sem izvajala poleti, nisem jo hotela, mi smo imeli v 3. letniku 105 šolskih ur prakse, obvezne, in sem jo želela tle na Goriškem izvajati, ko vseeno si tle ustvarjam, si želim tukaj ustvariti svoj biznis, oziroma tukaj je moje področje dela. Nisem hotela ostati v Ljubljani, no. Zdaj kakaj, če imam prakso, bom nekje, ker bom provala pole še kaj nadaljevati. Tako da sem šla, polovico prakse sem izvajala v gymu, tukaj v Brdih, polovico pa v eno malček bolj rehabilitacijskem centru, kinezoterapijo. Tako da tam poleti sem naredila teh 105 šolskih ur in pri objeh se mi je malček podaljšalo, no. Vadbe izvajam še zmeraj v Kozani, imam za večno mlade, spravi ta starostna skupina približno tam od 55 naprej, malo splošna moč, gibljivost, ravnotežje in masiram, tako da imam skupinske vadbe, masaža, malček več področij imam. Zdaj leto sem si predvsem vzela, da vidim, s kako starostno skupino bi delala, kaj bi delala, tako da sem več različnih reči sprejela. Imam tudi poleno v Vipužah, ki so pa bolj mamice, in parkrat sem imela tudi z otroci. Tako da sem malček videla, kje bi delala, zdaj sem dobila svoje, sem malček bolj za starejše, no, nisem lih za delo z otroci. Tako da ja, vadbe, skupinske, individualno in masaže. Kar pestro, veliko skakanja. Ne? To je predvsem, ja. Ti tedni se hitro obračajo. Ja, malo nekje, pa malo drugje, ful je tega skakanja, pa sem tudi nekaj imam zjutro, nekaj imam popoldan, ni tisto, ta poklice pa tako, ne, ni, da bom nekje jaz 8 ur na dan, oddela še to. Tudi doma imam dosti dela, recimo, moram sestaviti vadbe, moram sprogramirati določene reči, pa iskati kakšne, recimo, dosti po raziskavah tudi, berem dosti raziskav, to me je zdaj naučil ta mentor Matija, da se malo širim znanje preko raziskav. To je tiste, ki ne poznaste, Matija Reja, ki ima gym v Equilibrium v Kozani. Ja, bomo dali tudi link do njihovih stvari v opisu. Ja, tam tudi delam te vadbe, imam. Tako, tam si se tudi dobila, ne, ti je rado ta ja, pri njemu sem začela potem, no, ta moja fitness pot. Pa tudi ta community, ne, se pravi ta skupnost. Sme zdaj tam v Kozani se je kar ustvarila ena taka, tudi, recimo, podobno misleči smo vsi tam. Fascinantno, pač, da se je ustvarila taka community, ne, pač skupnost. In to v Brdih, ne, ker je prvi odziv, malo drugačna mentaliteta. Tek ljudje so zelo delovni, ne, ker je pač tako okolje, pa vino, pa sadje, pa kmetijstvo in to, ne. In smo zdaj še par let nazaj je bilo ono, ma ki boš hodil v fitness, bi šel v Brajdu delati, ne. In da se je to ustvarilo po tle v Brdih, se mi zdi tudi tako fajn, fascinantno in tudi ti si se pole fajn dobila dol, ne. Ja, jaz sem začela trenirati pri njemu, ker sem bila, meni se mi je tam v 1. letniku faksa, ki je bilo preveč vsega, nisem hodila, tam je bilo pol leta, nisem nič trenirala zase, ali pa tako sem imela faks, je bilo res od jutra do večera ful naporno. Tako da pole lih začnem pri Matiji, 2. semester 1. letnika in potem je prišla korona, tako da pole se je
se malo ustavilo vsema. Pri njemu sem prvo začela trenirati, jaz, vadba za moč. In me je tudi kar upeljal ta malček, spoznala sem te powerlifting, te osnovne počep, sumo, bench. Ja, zdaj recimo tam imaš telefon pri strani, ne, gledaš kako... Ja, malček daje močke na... Ja, kaj je to državno državno, ja. Državno prvenstvo. Powerlifting, ja. Tudi ja, tam sem začela prvo trenirati pri njemu in pole s prakso smo videli, da se lahko se malo nadaljevalo to sodelovanje, no, ker sem ful hvaležna in vesela, tako da... Ja, se ti lepo odpira naprej tudi. Tako. Ok, zdaj se bomo šli, pa ko sem že prej malo namihnil, samo pole sem rekel, da se še tle malo ustavimo, še na ta drug tvoj del, kar ti delaš, se pravi Tinca ustvarja. Kaj ustvarjaš? To sem začela med korono, se me zdi malček bolj, itak smo bili bolj doma. Od zmeraj ful rada pečem, to od majhnega se me zdi, sem skozi samo, da se nekaj pecka. In kadar sem začela jaz malček bolj paziti na prehrano, ne bom rekla, da nisem na dieti, ampak pazim, kaj jem. Malček omejim vnos sladkorja, pa predelana hrana, maščobe. In takrat sem začela ful ustvarjati peč doma. Oziroma, ko so bili še naši mama in tata na LCHF dieti, takrat ni bilo nekih sladic, ki bi jih lahko kupil, ker to je bilo kar ful let nazaj. In takrat sem malo bolj res začela peči in ustvarjati. Ne vem, jaz sem videla en recept in kako bi jaz zdaj tega spremenila v brezhidratno različico. In takrat se je začelo malo mi in domišljije in kombinacije. In prvo smo imeli ta portal, si imel, Bodi še boljši. In tam sem par receptov, tako ni bilo, je bilo izven tega, prav basic. In zdaj ne vem, 3 leta nazaj se me zdi, nimam točnega datuma, ali 2 leti, ne vem, 2-3 leta nazaj, sem pole se odločila, da bom svoj Instagram profil malo preusmerila. In sem začela redno objavljati recepte, fit variante receptov, če lahko temu tako rečem. Pač nimam klasičnega sladkorja, nadomeščam eritritol, med in malo manj maščob, tako malo take enostavne, ful hitre in malček bolj zdrave različice. Tako. In če komu pride enemu, dvem, če naredijo in jim pride komu prav, sem jaz vesel. To je predvsem za mene. Jaz, kadar pečem, se sprostim, naredim odklop in če že nekaj spečem, in tako sem skozi slikala, tako da pole še objavim sliko in recept. Dam komu kako idejo. Povezana si z malinco, ne, se pravi Nastja tako Malinca. Tudi, ja. Tako da za njih delaš pole recepte. Sam ambasadorka, Malince. Imaš tudi kodo, ne, za njihov popust. Ja, skozi aktivna koda, pa pole 2-krat na koda je 10 Tinca, tako če bo kdo rabo, ja, tako. Je tudi na mojem Instagramu, vse se lahko. In pa tudi recimo granole so te kar zalaufale, ne? To je bilo tudi med korono, 2 leti nazaj. Zmeri sem delala svojo domačo granolo, kupljene so mi bile zmeri ali presladke, ali mi je nekaj manjkalo. In ja, pole sem začela, sem enkrat ustvarila 3 različne okuse, Blaž, brat od fanta, mi je naredil nalepke, mi je pač naredil logo, vse, pa smo šli v tisk nalepk, pole tudi embalaža. In sem rekla, če bo ena runda, bo ena runda. In vsi, ki so mi takrat, ki so vzeli, so bili ful navdušeni. Tako da, pole imam malček tako za poznanje. Za vsake toliko, ne? Za vsake toliko, za zraven spet, samo za moj odklop, ker sem v kuhinji, sem spet tam z mislimi, odklopom, skrbi vse. Tako da imam te dve področji, šport in ustvarjanje peka. Tako da zdaj next step, ker tudi jaz sem te zadnjič malo provociral, ne, Masterchef, ne? Ne. Ne, to pa ne. Nisem pod stresom, jaz za sebe delam. Nisem, ful rada edini šov, ki ga gledam, se pa ne bi nikoli prijavila. Nisem niti tako kompetentna, nimam toliko znanja. Jaz
če boste šli kaj pogledat, moji recepti so ful enostavni. Ni nobenih postopkov. Je 20 minut, je narejeno, je dobro, ni kar brez okusa ali pa tako, ampak so res tisto basic. To se mi zdi, da je tvoj prepoznavni slog, da pač basic je okusno in enostavno. Ja. In tudi hranljivo je, ne? Ja, tako. Neka kombinacija beljakovin, manj sladkorja, manj maščob, oziroma da so uravnotežene hidrati maščobi in da je enostavno hranljivo, ne? Ja. Ker recimo zdaj pri teh svetu receptov je vse neki, pač mora biti vse neki special, mora videti lepo. Ful so dolgi postopki. Pa ful poseben okus mora biti, ne, vse moji to. Moji recepti tudi po sliki niso, kar rečeš, ki je zdaj to, so okusi tisti. Dobro, zdaj prehajamo proti koncu počasi. Zdaj malo si že omenil naprej, kako naprej, se pravi, kje se točno vidiš, kako s faksem, kam bi se bolj usmerila s svojim biznisom in delom, terapijami, tako da še malo, če lahko malo več poveš, kje se vidiš tako v prihodnjih letih. Ja, zdaj do oktobra sem fraj šolo. Potem oktobra bom nadaljevala še magistrski študij, še 2 leti. Bom pa zamenjala edino faks, bom šla v Izolo, fakulteta vede o zdravju. Tu sem se odločila, da zamenjam okolje, malo drugačni profesori, pravijo, da je malo mlajši kader, bolj raziskovalno, bomo videli. Pa tudi bližje je, ful hočem kombinirati, se pravi, ne bom v Izoli, bom vozačica. Ful je odvisno, kak urnik bo, ne? Ali bojo vajali vsak dan, ali bojo te obvezne vsebine. Tako da hočem nadaljevati še študij v to isto smer, aplikativna kineziologija je dole. In ohraniti oziroma naprej izvajati, kar delam zdaj, ker sem se res ful ujela, je to, kar hočem delati. Se pravi vadbe, skupinske vadbe in individualne, plus masaža. Zdaj v planu imam še par tečajev narediti na področju masaže, da se še dodatno izobražujem v tej smeri. Tako da ja, ta kombinacija, meni mi je ful, vidim recimo dol, ker sem malo dol pri Dušanu Mesesnelu, ker sem tudi prakso delala, dol je kombinacija terapije, spravi manualna terapija plus iz fizioterapije je par teh postopkov vzetih, plus kinezioterapija, spravi vadba, elektrostimulacija, vadba za moč, krepitev mišic in vidim, ko je eno to ful dobra kombinacija, spravi ti z manualno terapijo sprostiš mišice, recimo imaš kakšne vozle, imaš zategnjeno neko področje, ti ga prvo sprostiš, razbiješ, razvozlaš vozle in potem ti moraš pač itak okrepiti, ne vem, če to te boli koljeno ali pa imaš težave s koljenom, moraš prvo sprostiti vse mišice in potem še okrepiti, ne, se pravi, če boš ti imel močno mišico, bo mišica prevzela bo premagovala sile in bo šlo manj na sklep. Vidim ful to kombinacijo, manualna terapija, vadba in ful lepo gre sta ena z drugim. Ker smo zdaj neko tako splošno prepričanje, če nas nekaj boli, verjetno samo zakrčeno, ne moramo samo tisto razbiti in pole bo v redu. Ne, ful okrepiti moraš, ja. Ta drugi del se mi zdi, da se pogosto pozabi. Z masažo ful zmanjšaš lahko bolečino, recimo v koljenu, ampak če ne boš nekaj spremenil, če bo mišica ista, ko je bila prej, se bo spet pojavila ta bolečina, spravi se bo spet mišica zakrčila. Ti jo moraš okrepiti, jo ustrezno imeti, ustrezno tudi gibljivo, raztegnjeno, raztezne vaje so tudi pomembne. In pole boš tu preprečil, da se te bo pojavila spet bolečina. Eno je ti, se pravi, rešiš neko težavo, ampak ti moraš vedeti, kako preprečiti, da se ta težava ne spet pojavi. Tako. To je pole ohranjanje, preprečevanje, ohranjanje ponovitve te težave. Tako, kjera pa recimo ta ciljna skupina pa te bolj tako zanima oziroma bi se bolj posvetila? Odrasli. Bolj odrasle, starejše, ko si rekla. Odrasli, starejši, tako. Nič za otroke.
Nisem anti, da ne maram otrok, ampak ne znam delati z njimi. Jaz si ne znam ustvariti neko močno avtoriteto. Mene me otroci, pri mene bojo zjali. In ne znam, moraš biti po eni strani strog, po drugi strani prijazen, da dobiš zaupanje. Jaz znam biti samo prijazna. Ja, to je kar specifika dela z otroki, ni vsak z otroci, ni dober z otroci, tako da ne vem, zakaj bi bila, če so nekateri drugi lahko ful boljši od mene. No, tako. Jaz se bom usmerila v področje, ker sem lahko najboljša različica sebe. Jaz, kadar sem imela tistih parkrat, jaz ful nisem bila zadovoljna. Recimo na koncu vadbe, ali pa na koncu tiste ure, ki smo jo imeli, jaz ful nisem bila zadovoljna s tem, kar smo naredili, kar sem naredila. Se mi zdelo, a smo sploh kaj naredili, a so bili zadovoljni. Ful sem imela takih, same negativne, pa mi je polje sem dobila feedback, povratne informacije, da je bilo super, recimo, ne. Ampak jaz nisem bila zadovoljna s to mojo uro, no. Ja, to je vse nisi, ne, jaz sem se tudi, recimo, jaz sem poleg, ko sem končal odbojko, sem bil eno leto, sem bil progres, poleg so me povabili nazaj v klub, da bi prišel za trenerja, sem bil pomočnik trenerja pri članski ekipi in sem imel neke mlajše tudi in ful cajta sem se boril s tem, ker sem videl, da to pač ni to, ne, in poleg sem se ful cajta s tem boril, da moram, samo poleg na konci pač vidiš, ali si ali nisi, ne, in je fajn tudi pole, da se usmeriš v tiste vode, ki si za tako, ne, in če nisi, pole pač ja, tudi nisi, vidiš strani njih, ne vem, če ti res pašeš v eno, ne vem, zdaj bom rekla, ko smo lih na to temo, v eno starostno kategorijo, jaz sem dobra v tem delu s temi ljudmi, s temi. Tudi oni to začutijo, ne. Jaz vem, da otroci me niso začutili. Recimo te vadbe skupinske, ki imam, me pa ful začutijo. Tudi oni mene, ne samo jaz njih. In mora biti tu oboje stransko, ne. Pa tudi poleg, ko si omenila, ne, kako se počutiš po vadbi. Ja, se pravi, ali si zmozhana, ali si pač se boš počutiš ko prej. To je pa tista energija, neka kroži, ne, ta je spiritualna, duševna. Morajo ti vračati. Ja, pač tisto, kar ti vložiš neki, a se ti tista energija polni nazaj, ne. To je zdaj tudi ful pomembno, tudi pole. Na dolgi rok, predvsem. Ja, na dolgi rok. Pa tudi smo zdaj, to je eden izmed aspektov, kako videti, kaj je tvoja smer naprej, da se lahko orientiraš po tem, kaj me polni, kaj me prazni, ne. Recimo, da me polni, vadba s temi me polni, mogoče se bolj usmeram v to smer, ne. Recimo, neko delo me ful polni, recimo mene globoko deep work me polni, recimo neko pisanje ali pa recimo nek creation oziroma ustvarjanje, delo na projektih. In to me recimo mene polni, ne, ker sem čutim, kako me tisto dela polni, ne. Medtem ko tista vadbe, da bi jaz bil nek trener in tisto, oziroma tisto pa ne toliko, oziroma sem že bil trener, pa sem videl, da recimo v odbojki tisto mi ni pašalo, ne. Kot tu smo zdaj tak aspekt, ki se pogosto pozablja, oziroma nismo naučeni, kako to spremljati, no. Ja, recimo tudi zdaj vidim, jaz na konci dneva itak pridejo dnevi, ki so bolj naporni, so manj naporni. Recimo, če mene me ful te skupinska vadbe, predvsem te, ki imam večno mlade, mene me tako napolnajo, ki mi toliko neke pozitivne energije vrnejo nazaj, da jaz sem po vadbi prav, ja, ne znam opisati, je super, jaz se ful dobro počutam. Pa vem, da sem jaz dala neki njim in oni tudi meni, ne. Jaz ne vem, vidim, kako so zadovoljne z vadbo, so naredile nekaj res dobrega zase in to so one ful hvaležne in mi vračajo to hvaležnost nazaj. In je res ti vložiš neko energijo v njih, ne, in oni ti jo nekako ti jo vrnejo nazaj v neke dobre občutke, no, tako. Ok. Zdaj smo recimo dobra urca podcasta, tako da bomo počasi zaključili. Da recimo te closing questions, se pravi dve zaključne vprašanji, ki postavimo vsakem gostu, so dve, se pravi prvo je, kaj za tebe pomeni dobro počutje? To je ful težko vprašanje. Kaj je dobro počutje? Jaz bom malo izhajala, kdaj se jaz
ful dobro počutim. Kadar imam pošrihtana vsa področja. Se pravi, kadar sem telesno močna, ne vem, jaz najbolj to opazim pri treningih, se pravi, kadar lahko naredim dobre treninge, ni tiste utrujenosti. Se pravi, imam ta telesni segment, telesno zdravje, dobro počutje tudi itak, kako stresno je tvoje področje trenutno, a je ful stresno, in tudi okolje ti lahko ti prinaša dobro počutje ali pa slabo, ne, spravi ljudi okoli tebe. Se mi zdi, ta je še najbolj pomembna, no, tako, te lahko, tudi če imaš ful stresno trenutno življenje, tudi če telesno nisi lih najbolj na vrhuncu, se ne lih najbolj dobro počutiš, če priješ osebam, ki ti prinašajo to dobro počutje, se lahko vse drugo malček izniči. Dobro počutje, narava, recimo okolje tudi v tem smislu, kje živiš. Mene mi tle v Brdih narava ful dobrega počutja prinese, greš ven, greš na zrak. Dobro počutje. Ja, to je ful težko povedati. Jaz imam en občutek noter, ki ga ne znaš lih. Pač poštemano moraš imeti vse spektre zdravja predvsem. In tudi, če ti nisi dobrega zdravja, ti spet nič drugega ne more prinesti dobrega počutja. Ja. Ne, tudi to je. Tako da vsako, če je nekje eno področje negativno, ful negativno, ti bo zrušilo celoten sistem. Tako da moraš biti vsem, če so neki minusi, ti lahko eno področje dvigne, tiste minuse jih malo izniči. Če pa res nekaj negativnega, da te meče dol, ti nič ne bo prineslo dobrega počutja. Pač ti ne bo dvigalo druge področje, no, tako. Ne bo te kompenzacije. Ja, to dobro počutje je kar tako zapleteno. Ni enostavno razložiti. Zato sem se tudi odločil, da bi vsakega, ki bo imel gosta, da malo vprašam to, pa malo se razišče, ker za vsakega recimo neki drugega pomeni dobro počutje. Ne? In tudi pole zdaj naslednje vprašanje so pole 3 nasveti, kako do dobrega počutja. Ker recimo tudi, dobro počutje je nek cilj oziroma nek prav cilj, kako se želiš počutiti, hkrati pa pole recimo 3 nasveti, kako do tega priti. Se mi zdi, pole to ustvarja tudi potem neko praktičnost, kako do tega priti. Recimo, zdaj bom izhajal iz tega, kaj meni prinese ali dobro ali slabo počutje. Se mi zdi 2 ful pomembna segmenta tako v življenjskem slogu, življenjski slog. Recimo vadba in prehrana. Jaz vem, kadar nimam urejene oziroma je moja prehrana shit, je tudi moje počutje grozno. In kadar mi manjka šport, kadar ni tizga, da nekaj dam ven sebe. Recimo jaz tudi na treningih dam glavo na off, se prepotim, se odmislim, stres se zmanjša. Tudi ta življenjski slog je na svet, se pravi, da najdeš šport, rekreacijo in neko prehrano, da ti bojo prinašala to dobro počutje. In recimo, da greš stran od ljudi, ki ti prinašajo slabo. Tako, recimo, da se res obdaš z ljudmi, recimo itak služba, vsakdanje obveznosti ti prinašajo že stres. In zdaj, da imaš še ti, recimo, zdaj bom rekla prijatelje, za družine ne moreš, preči proč, ne. Recimo prijatelje, ti si sam zberaš prijatelje in da ti še te prijatelji prinašajo stres, negativne občutke, zakaj? Ne, ti se obkrožiš z ljudmi, ki te razumejo, te imajo radi in pole se ti bojo prinesli to z druženjem spet dobro počutje. Spet, če imaš stresen dan, greš na eno pijačo ali pa karkoli, en pogovor in ti lahko prijatelj ali pa, recimo zdaj bom tudi dala primer, partner, ne? Da nisi kar z enim, samo zato, da imam fanta, da imam punco, ampak ne, najdi tisto osebo, ki ti da tisto, zdaj smo v dobrem počutju, ima nasplošno tisti, da ti ne prenaša in skrbi in dodatnega stresa.
Tako. Super. Recimo 3 nasveti, no, življenjski slog in prehrana, gibanje, ljudi. Tako, super, zdaj povej še, kje te lahko ljudje pofollowajo oziroma kje te lahko spremljajo. Ja, socialna omrežja. Instagram sem Tinca ustvarja, če ne na Facebooku, sem sicer manj aktivna, je malček bolj, Facebook ima malo bolj biznis profil, ker se tiče vadb ali pa tako tam objavljam, sem pa Tina Konjedic. Drugje pa nisem Bomo aktivna. dali tudi povezave v opis epizode, tako da lahko najdete in Tino ven in jo pofollowaste. Tako, Tina, super, ker smo se uspeli, super pogovor. Upam, je za nami zdaj. Tako, upam, da ste tudi vi uživali v tem zdaj, jaz pogovoru. tudi, kar sem povedala, to so moji pogledi, nismo šli preveč strokovno, ne, v neke tudi kineziologija in tako. Jaz sem povedala malo z mojega vidika, ne preveč strokovno, oziroma ne me vsako besedo imati. Se dobi sta 2 kineziologa, vsak bo imel svoj pogled. Ne, ja, malček. Tako, ne. To je bilo bolj sproščeno, načuno, profesionalno, nek profesionalen pogovor, ne, tak sproščen. Poljudni. Ja, poljudno znanstveno. Ja, pač tudi neke znanstvene stvari smo imeli in sigurno, če bi imela ti zdaj možnost, bi dobila tudi študije z tega področja, tako da bi jih lahko tudi utemeljila vse to. Tako. Ja. Tako da to, evo, super. Hvala, da ste bili z nami, hvala za poslušanje, pa se vidimo. Hvala, ker ste bili z nami. Upamo, da ste uživali v današnji epizodi podcasta Beresere in ste se naučili nekaj novega. Če želite slišati več, se naročite na naš podcast, kjerkoli ga poslušate ali gledate. Prav tako nas lahko spremljate tudi na Instagramu pod profilom Podcast Beresere, da boste na tekočem z našimi najnovejšimi epizodami in zaodrskimi vsebinami. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali danes, nam na Spotifyju ali Google podcastu prosim pustite dobro oceno, saj nam ta res zelo pomaga, da tudi drugi odkrijejo naš podcast. Hvala še enkrat za poslušanje in se vidimo naslednjič. Čau!